V Revozu od danes le z dopoldansko izmeno. Koncu druga faza energetske sanacije novomeške bolnišnice. Krka vnovič boljša od Bele krajine. Lepo pozdravljeni. V novomeškem Revozu od danes pa do prihodnjega petka delajo le v dopoldanski izmeni. Kot je znano, je razlog prilagajanje proizvodnje povpraševanju po njihovih vozilih. Uprava in sindikat delavcev pa sta danes zjutraj podpisala dogovor o prilagajanju delovnega časa manjšemu obsegu naročil do leta 2014. V njem je odpuščanje navedeno le kot skrajni in zadnji ukrep. Delavci ta sporazum imenujejo kar dogovor za ohranjanje delovnih mest. In prav to je njegova srž, da kljub manjšim naročilom delavcev ne bodo odpuščali. Ukrepi bodo drugačni. Delavci so se, da bi le obdržali delo. Gre pa za to, da smo določene zneske, ki so drugače izplačevani v enkratnih zneskih, pretvorili v nedelovne dneve. Te nedelovne dni torej bodo za prilagajanje proizvodnje v podjetju uvedli do konca leta, pa tudi kasneje, če bo to potrebno, izpostavlja prvi Revozov sindikalist. Da gre za določene zadeve, ko smo imeli že prej dogovorjeno, pomeni za določen dvig plač, za letno nagrado. To imenujejo nekatere božičnice, pa nas je letna nagrada, ki se navadno izplačuje konec leta. Pungaršič je potrdil še, da bodo po 28. septembru obratovali v dveh izmenah, občasno pa bodo imeli še kakšen dela prost dan, kot se je to že zgodilo v juniju. Različne ukrepe so predvideli tudi za obdobje od začetka leta 2013 do leta 2014, ko bodo začeli z novim proizvodnim projektom Edison. Zamrznitev plač in pa ne izplačevanje individualnih nagrad, ne napredovanja, letna nagrada malce znižana. Nismo pa posegli v osnovne plače zaposlenih. Regres jim bodo izplačali v višini minimalne plače, možno je tudi skrajšanje delovnega časa, med možnimi ukrepi pa so še neplačana odsotnost dela in čakanje na delo doma. Odpuščanje presežnih delavcev pa je resnično zadnja možnost, poudarja Pungaršič, prepričan, da do tega ne bo prišlo. Jedrska elektrarna Krško je od leta 2003 v postopku za odobritev podaljšanja življenjske dobe do skupno 60 let obratovanja. To je za 20 let dlje od prvotno projektirane življenjske dobe, ki zapade leta 2023. Poleti je Republiška uprava za jedrsko varnost odobrila za to potrebne spremembe. To še ni dokončna odločba za podaljšano obratovanje, ampak je potrditev metodologije za izvršitev potrebnih dejanj, je pojasnil direktor nuklearke Stane Rožman. Pred nami so pa seveda še številne pomembne zadeve, kot so 10-letni varnostni pregledi elektrarne v skladu z zakonom. Ravno kar izvajamo drugi pregled, leta 2022-2023 bo izvajan tretji pregled. Gre za program nadzora staranja varnostno pomembnih sistemov, struktur in komponent. Ravno tako imamo v funkciji seveda zahteven program varnostne nadgradnje, ki je ravno tako reguliran strani Uprave za jedrsko varnost, ki se bo izvajal med letoma 2012-2016. Tudi ta mora biti seveda izpolnjen. Z izpolnitvijo pogojev za podaljšanje življenjske dobe bi nuklearka lahko komercialno obratovala do leta 2043. V novomeški splošni bolnišnici so se energetske sanacije lotili v 3 korakih. Tako so zamenjali stavbno pohištvo, obnovili fasado kirurške stavbe in izolirali podstrešje. S tem pa projekta še ni konec. V drugi fazi so posodobili ogrevalni sistem, katerega obnova se bliža h koncu. Takoj na to pa štartamo z tretjo fazo, kar pa pomeni posodobitev centralne kotlovnice in pa dograditev energetskega sistema z sistemom 3 generacije, kar pravzaprav pomeni torej poleg pridobivanja toplote še pridobivanje električne energije in pa pridobivanje hladu. 3 generacija, ki naj bi jo dokončali do marca prihodnje leto, je vredna 1 600 000 evrov. Do zdaj je bilo približno 2 milijona evrov in zdaj prihaja še ta tretji del do dokončanja v vrednosti 1 800 000 do 2 milijona vse skupaj.
Naložbo bodo v 85% plačali iz evropskih in državnih sredstev, medtem ko bo 15% prispevala bolnišnica, dodaja Retljeva. V akciji za prometno varnost, ki jo za otroke že 4 leta po vsej Sloveniji vodi podjetje Goodyear Sava Tires, je danes občina Brežice dobila prikazovalnik hitrosti. Namestili so ga pri osnovni šoli v Dobovi, ki stoji ob dokaj prometni cesti. Šolski kompleks z vrtcem stoji izven strnjenega naselja in marsikateri voznik začne pospeševati hitrost. Na šolo je skupaj z učenci podružnice in vrtcem vezanih okrog 300 otrok. Ravnateljica Ivana Baškovič meni, da bo elektronski prikazovalnik hitrosti bolj vplival na varnost kot sam prometni znak. Ravno na tem področju se je pred leti zgodila hujša prometna nesreča z 2 smrtnima žrtvama. No, na srečo posebnih poškodb otrok nismo imeli. Kot je povedal predstavnik donatorja, se je na njihov razpis za podelitev teh elektronskih tabel prijavilo 140 občin. Letos je bilo izbranih 13 in med njimi Brežiška po zaslugi podjetja Furlan. Prikazovalnik pa ne bo varoval le dobovških šolarjev, je dejal župan Ivan Molan. Kajti nekako ugotavlja se, da recimo je pol leta lahko na eni lokaciji, potem pa na drugi. V prihodnosti se razmišlja še, da bi čez pol leta bil morda nameščen delno tudi v Cerkljah, kajti tudi tam je precej prometna pot in na tak način bomo seveda ta prikazovalnik poskušali umirjati na različnih primerih in pa seveda tudi s tem voznike opozarjati in izobraževati, da pri šolam treba varno voziti in pa previdno. Otroško vedenje v prometu je lahko nepredvidljivo, čeprav so na današnji prireditvi malčki pokazali veliko znanja o prometni varnosti. V Semiču, v vinogradu Janka Bukovca, se je zbralo več kot 80 dobro razpoloženih trgačev. Vodstvo kluba prijateljev Metliške Črnine je namreč svoje člane povabilo na tradicionalno trgatev. Prišli so z vseh koncev Slovenije, tudi iz Prekmurja in s Koroške, in se lotili obiranja 2000 trt lepo dozorelega laškega rizlinga, ki je obvezni sestavni del vina Belokranjec. Ja, lepo je to malo prej, da si malo brez brige bolj. Red delaš to, kar ti reče gospodar in recimo in druge misli in imaš kaj. Čudovito kaže, tako po količini kot po kvaliteti. Tako da, če je v Semiču povsod tak nastavek in tako grozdje, bo Semič imel dobro letino. Pomladne pozebe in toče res da v Semiču ni bilo. Bo pa letošnji predelek zagotovo manjši zaradi suše, pravi Janko Bukovec, lastnik vinograda. No, suša svoje naredila, seveda tudi s tem kosu, vendar je dobro založeno, ne bo pa tistega kvantitete, kot je bilo. Bo pa kvaliteta zelo dobra. Ker je bilo grozdje zdravo, je šlo delo trgačem hitro od rok in v le 3 urah so bile vse trte obrane. Iz laškega rizlinka, ki mu bodo dodali še kraljevino, muškat in sauvignon, bo Janko Bukovec donegoval Belokranjca PTP, klubsko vino Društva prijateljev Metliške Črnine, ki združuje že več kot 600 članov. Klub se širi in to je tudi v duhu našega poslanstva, se pravi, gremo na masovnost članstva kluba, da bodo vsa ta belokranjska vina čim bolj prepoznavna tako v Sloveniji kot okoli v zunanjih drugih državah. Čeprav klub nosi ime po Metliški Črnini, si prizadevajo promovirati vsa belokranjska vina in vse turistične zanimivosti Bele krajine. Zato tudi vsako leto trgajo pri drugem belokranjskem vinogradniku. Projekt Ločujem, zemljo varujem je v 2 letih združil 2385 otrok iz Litije in Novega mesta, ki so s svojim sodelovanjem v lokalnih skupnostih povečali ločeno zbiranje odpadkov za 1/3. V 3. sezoni se projektu pridružuje čistilka Fata, ki se je pred desetletjem z nanizanko TV Dober dan poslovila z televizijskih zaslonov. Tokrat se igralka Lucija Čerovič predstavlja v spletni seriji Ločujem, zemljo varujem, sestavljeni iz 5 nadaljevanj, ki so jih danes premierno predvajali v prostorih podjetja Danone Slovenija. Čistilka Fata s pomočjo starih in novih znancev, moža Sulja in njegovih sodelavcev ter psičke Jute odkriva križe in težave ljudi pri ločevanju odpadkov in vplivu na okolje. Itak je pa ni namen, da filmi sami so, ampak da v resnici podpirajo akcijo. Tako da če bo kdo zaradi tega še bolj ločeval, toliko boljše, ne?
S projektom, ki je nastal leta 2010 na pobudo zaposlenih v Danoneju Slovenija, lani pa se je vanj dejavno vključila tudi novomeška komunala, spodbujajo lokalne skupnosti, v katerih gostujejo k večjemu ločevanju odpadkov. Rezultati so izjemni, kar potrjujejo tudi naši partnerji, med njimi novomeška komunala. V Novem mestu smo tako lani v krajevnih skupnostih Drska in Šmihev, kjer je v šolah potekal projekt, za 150% povečali količino ločeno zbranih odpadkov. To je 20% porast. So bili ločeno zbrani odpadki v letu 2012 za 25 do 30% v večjih količinah kot v letu 2011. To pripisujemo tej akciji, glede na to, da se na področju komunale Novo mesto ti procenti v drugih okoljih niso tako povečali. V novem šolskem letu bo odpadke še bolj kot doslej ločevalo 2075 otrok in učiteljev v novomeških osnovnih šolah Grm in Center ter v Šentjerneju. Cilj je enak kot v minulih 2 letih, povečati ločeno zbrane odpadke za več kot petino. Druščina Polharjev Polh na Dolenjskem deluje že 2 desetletji. Tako so njeni člani pri Polharskem domu na Pogorevcu s prireditvijo obeležili svojo 20-letnico. V društvu, katerega pobudniki so bili Stane Kumel, Tone Rogel, Franc Zavodnik in Jože Povše, je danes približno 70 članov. Gre predvsem za domačine, prihajajo pa tudi iz drugih koncev Slovenije. Prvo, kar je bilo, je to očuvanje tradicije in etnologije polharstva, pol same očuvanje narave, odnos do polha in do polharstva. Vse ostalo je pa bolj društvena dejavnost. Je pa koče, okoli koče, ureditev koče, okolice in tako. Polhi ne veljajo za ogroženo vrsto. 3 leta nismo skoraj polhe videli, lade hlupa obupno dost. In to se pravi, če je hrane, bo tudi ni. Bukovi hvosti se najbolj lovijo, bukova hvosta je nekaj najbolj mešan gost, da je še malo leška zraven, pa hrast, gabr, javor tudi jejo, pa sadje. Potem, ko so ob 10-letnici v okolici doma uredili polharsko pot, posneli film in izdali knjigo o polhih, so člani druščine ob tokratnem jubileju predstavili informativno polharsko sobo, ki so jo v stari gozdarski koči preuredili iz polharskega kotička. Sicer pa vsako leto pripravijo tudi polharsko noč. Za konec še novica z nogometnih zelenic. Le 3 dni po dvoboju v drugi slovenski nogometni ligi sta se spet pomerili moštvi novomeške Krke in Bele krajine iz Črnomlja. Tokrat v pokalnem tekmovanju. Če so Novomeščani v soboto zanesljivo slavili zmago s 4-0, je bilo srečanje tokrat precej bolj izenačeno. Novomeščani so sicer že v prvem polčasu povedli z 2-0, vendar so Belokranjci zadeli že v začetku drugega polčasa in imeli še nekaj priložnosti za izenačenje. A se rezultat do konca srečanja ni več spremenil. V naslednji krog pokalnega tekmovanja tako potujejo krkaši. Zmeraj je lepo zmagati proti Beli krajini. Tudi tisti, ki smo prišli iz klopi, smo pokazali, da pač lahko trener v nadaljevanju sezone računa na nas, ker začelo se poškodbe, prvenstvo je težko, dolgo, iz vikenda v vikend treba zmagovati in sem tako naprej. Mi smo prvi polčas igrali dokaj dobro, vendar iz 2 naših napak smo dobili 2 gola in potem smo se težko tudi vrnili. Na prvenstveni lestvici pa Novomeščani trenutno zasedajo prvo mesto, medtem ko so Belokranjci predzadnji. Če hočeš biti na koncu prvi, moraš zmagovati, kot sem rekel, vsak vikend in se ne ozirati na nasprotnike. Mislim, da smo do zdaj že dokazali, da smo v tej ligi dosti kvalitetni, da smo najbrž najboljši po kvaliteti in da treba samo tako naprej delati in bo rezultat ne sme izostati. Na začetku smo vsaj med prvih 5, ampak vse še ni vse izgubljeno. Zdaj nedeljo imamo Krško in upam, da bomo zmagali. V naslednjem krogu sicer Novomeščani gostijo moštvo Šmartnega, Belokranjce pa torej čaka belokranjsko-posavski derbi s Krškim. To je vse, kar smo strnili v sredine novice. Hvala za vašo družbo in vse dobro do jutri.